prehajamo na drugo točko, vprašanja in pobude. Na zastavljena vprašanja samostojnega svetnika SLS Jožeta Korošca bo odgovoril Luka Svetec, svetniške skupine LMŠ Igorja Žavbija bo odgovorila Katarina Vegl in na vprašanje svetniške skupine NSi Ivanke Očakar, ki ga bo odgovorila Lilijana Juhart Mastikosa, torej Jože Korošec, izvolite prvo vprašanje. Hvala lepa za besedo, upam, da se slišimo. Moje tokratno vprašanje se navezuje na povezovalno cesto med vasjo Ravne in vasjo Poljano. Po zadnjih podatkih ta cesta ni ne gozdna, niti ni kategorizirana na odseku ceste pod vasjo Poljana. Že kar nekaj let stoji prometni znak, ki prepoveduje vožnjo z motornimi vozili. Cesta je predvsem kritična od odcepa bivše povezovalne gozdne ceste do vasi Ravne v dolžini cirka 1000 metrov. Zanima me, kdaj se je spremenila namembnost oziroma kategorizacija te ceste in drugič, kaj predlaga občinska uprava za ureditev statusa te ceste. Omenjena povezovalna cesta je v poletnih mesecih precej obiskana s strani turistov, ki želijo obiskati Menino planino in Veliko planino. Cesta je bila zadnjič vzdrževana in posuta z vodomozom pred cirka 10 leti, financirana s strani proračuna občine Kamnik. Hvala lepa za odgovor. Odgovor ima Luka Svetec. Izvoli. Pozdravljeni vsi skupaj. Po odgovor je pripravil gospod magister Matjaž Srša, jaz bi vam ga pa zdaj rad prebral. In sicer, gozdna dostopna pot, ki omogoča povezavo med krajema Ravne pri Šmartnem in Poljano v skupni dolžini približno 1300 metrov, v naravi predstavlja makadamsko gozdno pot, ki ni kategorizirana kot gozdna cesta, niti kot občinska cesta, zato se le-ta ne vzdržuje iz naslova vzdrževanja gozdnih cest. Dejstvo je, da se na to gozdno dostopno pot priključujejo kar 3 gozdne ceste, in sicer gozdna cesta 043025, gozdna cesta 043026 in gozdna cesta 043269, ter 7 gozdnih vlak, ki jih lastniki gozdov uporabljajo za delo v gozdu. Zaradi spremembe podatkov o statusu oziroma namembnosti te poti so bile po uradnih podatkih baze cestnih podatkov izvedene v letu 2009. Občinska uprava je že podala predlog na Zavod za gozdove, da omenjeni odsek v dolžini 1300 metrov med krajem Ravne pri Šmartnem in Poljano pri naslednji spremembi kategorizacije gozdnih cest ustrezno kategorizira. Po mnenju občinske uprave je glede na obstoječe priključke obstoječih gozdnih cest in gozdnih vlak smiselno to povezavo uvrstiti med kategorizirane gozdne ceste. Želite, gospod Korošec, dodatno vprašanje? Ne. Ja. Aha. Ne sliši se vas, Jože. Jože, mikrofon. Mogoče ja samo tole, ker vidim tole rdečo črto na tele skici. Mene bolj zanimala se prav ta zadeva ograben do te rdeče črte, ker ta cesta, ampak to bomo nekako probali rešiti se gozdavi oziroma občinsko upravo, da se ta cesta tudi uvrsti med gozdne ceste ali pa med kategorizirane ceste. Tako da to bomo probali se dogovoriti, da bo ta cesta pač vzdrževana z nekega naslova. Hvala. Ok, zdaj, kot je bilo rečeno, za celotno traso smo dali pobudo, da se umesti med kategorizirane gozdne ceste. Skratka, jaz bi, preden grem na drugo vprašanje na svetniško skupino LMŠ, bi se še prejšnjo točko zahvalil vsem za podporo gospodu Roku Jarcu in vam, Rok Jarc, želim, da boste soočil se boste z ogromno izzivi, mislim pa, da ima Kamnik toliko lepot in toliko priložnosti in verjamem, da jim bomo skupaj kos, tako da vam čestitam ob izvolitvi, pa verjamem, da bomo dobro sodelovali, tako da hvala vam. Hvala vam vse skupaj, pa lep pozdrav. Dobro. Naslednje. Kot rečeno, naslednje vprašanje ima gospod Igor Žavbi. Izvolite, Igor. Hvala lepa za besedo, gospod župan. Tisto o javnih informacijah in pa o 19. členu bomo kdaj drugič nadaljevali, zagotovo bomo. Zdaj pa na vprašanje, ki smo ga v svetniški skupini LMŠ pripravili za 17. sejo. Zdaj v naši občini vemo, da imamo poleg 5 osnovnih šol, ta velikih, ta glavnih šol,
še 2 osnovni šoli, eno s prilagojenim programom, osnovno šolo 27. julij in pa osnovno šolo, ki deluje v okviru zavoda Cirius. Učenke in učenci 3 osnovnih šol svoje znanje vsaj do 4. razreda pridobivajo tudi na 8 podružničnih šolah. Res je, da smo zdaj tik pred večjo investicijo izgradnje nove osnovne šole Frana Albrehta, zato vas danes o njej ne bom spraševal, čeprav bi se zagotovo našlo kar nekaj vprašanj tudi na to temo. Verjamem pa, gospod župan, da nas boste redno obveščali o aktivnostih gradnje nove osnovne šole Frana Albrehta na sejah občinskega sveta. Čeprav glede na vaše sodelovanje z našo svetniško skupino, se bojim, da je to upanje zaman. Kljub temu, da nas čaka ogromna investicija gradnje osnovne šole Frana Albrehta, pa ne smemo pozabiti na naše podružnične osnovne šole. Mi smo v svetniški skupini LMŠ prepričani, da so podružnične osnovne šole zelo pomembne za kraje, v katerih delujejo. Marsikje so ravno učenke in učenci teh šol skupaj s pedagoškimi delavci, velikokrat oni poskrbijo za tisto pestrejšo kulturno življenje kraja, ker drugače bi bilo pravzaprav vse lahko mrtvo. Tak primer sta zagotovo Vranja Peč in pa Gojst, kjer je drugih, bom rekel, društev ali pa aktivnosti predvsem manj kot v večjih krajih. V prejšnjih mandatih so se obnovile, dogradile oziroma preuredile podružnične šole Mekinje, Sela in pa Zgornji Tuhinj. Tudi na Vranji Peči, v Nevljah in v Motniku je bilo opravljenih kar nekaj del. Nekaj se je sicer dokončalo potem v vašem mandatu oziroma tam se je potem bolj rezal trak. V najslabšem stanju je ostala podružnična osnovna šola Gozd. Meni je hudo, da sem ravno v začetku mandata strani podžupana, ki je zadolžen za družbene dejavnosti, oziroma do nedavnega je bil zadolžen za družbene dejavnosti, slišal, da bi bilo podružnično osnovno šolo Gozd najbolj zapret. Večkrat sem že povedal, tudi na sejah sva o tem na glas se pogovarjala, da se jaz z njim ne strinjam. Občutek pa imam, da pravzaprav celotno trenutno vodstvo občine ne ve ravno najbolje, kaj bi storilo s stavbo v vasi Krivčevo. Na družabnem omrežju sem prebral zapis predsednika Krajevne skupnosti Črna, ki pravi, da večina staršev, katerih otroci bodo šli v šolo v prihodnjih letih, podpira ohranitev šole. Res je, da je število otrok, ki bodo v prihodnjem šolskem letu obiskovali šolo, majhno. Ampak če bomo enkrat vrata te šole zaprli, jaz sem potem prepričan, da jih ne bomo nikoli več odprli, da tam šole ne bomo imeli nikoli več, kar bo pa ogromna izguba za dolino Črne. Stavba je v slabem stanju, nujno potrebna obnove ali celo rušenja in izgradnje na novo. Temu pritrjuje tudi dokumentacija, ki je bila pripravljena konec leta 2018. Z novo gradnjo bi lahko pridobili tudi dodatne prostore, ki bi bili na voljo krajankam in krajanom doline Črne. Zanima me, kaj je občinska uprava storila v zadnjem mandatu, da ohrani podružnično osnovno šolo Gozd v Krivčevem in pa kakšna je strategija občinske uprave glede podružničnih osnovnih šol v občini Kamnik. Hvala lepa. Hvala. Zdaj odgovor sta pripravila podžupan Sandi Uršič in pa Katja Vegel. Prebrala ga bo Katja Vegel. Izvoli, Katja. Hvala za besedo in lep pozdrav vsem. Kot sami ugotavljate, je šola središče kulturnega in socialnega življenja kraja, česar se je vsakokratno vodstvo občine Kamnik skupaj z vodstvom šol ter krajevnih skupnosti v vseh teh letih tudi zavedalo in v skladu s finančnimi zmožnostmi skrbelo, da se je tako osnovne kot podružnične šole vsa leta obnavljalo oziroma redno vzdrževalo. Prav tako je občina vsa leta podružničnim šolam zagotavljala dodatna sredstva za jutranje varstvo in podaljšano bivanje otrok ter varstvo in spremstvo vozačev, saj resorno ministrstvo zaradi premajhnega števila vpisanih otrok v podružnicah teh sredstev ni zagotovilo. Podobno kot za zgradbe, občina vsa leta zagotavlja sredstva, da so pri šolah in podružnicah urejene zunanje športne in igralne površine. V zadnjih 10 letih je občina za vzdrževanje objektov podružničnih osnovnih šol namenila več kot 1,5 milijona evrov,
In sicer so bile obnovljene Poč selo v višini skoraj 200 tisoč evrov, Poč Mekinje v višini skoraj 280 tisoč evrov, Poč Nevlje v višini slabih 360 tisoč evrov in Poč Zgornji Tuhin v višini več kot 600 tisoč evrov. Nujne zadeve so se obnavljale tudi na ostalih podružničnih šolah, med drugim tudi Poč Gozd, kjer je bila v preteklih letih izvedena in dobavljena nova kotlovnica in cisterna na olje. Zamenjana so bila okna, urejeno je bilo odvodnjavanje pri šoli, opravljenih pa je bilo tudi več drugih manjših posegov. V letošnjem letu je občina med drugim zagotovila sredstva za nakup novega kombija za potrebe Ošostranja in Poč Gozd. Kombi bo poleg prevoza učencev v šolo in iz nje namenjen tudi za prevoz malic in kosil na Poč Gozd in prevozu otrok iz Poč Gozd na interesne dejavnosti, ki se izvajajo v matični šoli v Stranjah, saj se zaradi premajhnega števila otrok interesne dejavnosti na Poč Gozd ne morejo izvajati. Tako bomo z dostopom do izbire interesnih dejavnosti na matični šoli učencem na Poč Gozd omogočili enakovreden standard. Občina Kamnik je bila strani vodstva Ošostranja seznanjena s problematiko pomanjkanja vpisa učencev na tej podružnični šoli. V tem šolskem letu podružnično šolo obiskuje 13 učencev v 2 oddelkih. V šolskem letu 2021-2022 je v prvi razred vpisan en učenec, učenci letošnjega 5. razreda pa bodo šolanje nadaljevali na matični šoli v 6. razredu. Na šoli tako ostane 10 učencev, kar pomeni, da resorno ministrstvo ni več dolžno zagotavljati sredstev za delovanje Poč Gozd. Podatki iz aplikacije Sokol nakazujejo, da se bo število učencev v prihodnjih letih zopet povečalo in bo s tem zadoščeno pravilniku o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih šolnih zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol. Lani januarja smo v sodelovanju z Ošostranjem in KS Črna organizirali sestanek staršev otrok, predvidenih za vpis na podružnično šolo. Iz odzivov je bilo zaznati, da pri starših, ki svojega otroka ne želijo vpisati na podružnično šolo, razlog niso prostorski pogoji, ampak prej osebni oziroma nezmožnosti kombiniranja odhoda v službo in v šolo do tega, da je otrok vajen obiskovanja vrtca v Stranjah in želijo, da je sovrstniki tudi v 1. razredu. Povedano je bilo tudi, da če prošnja o vpisu na matično šolo ne bo odobrena, bodo izkoristili možnost registracije začasnega bivališča. V letošnjem letu so članice in člani sveta KS Črna kontaktirali vse starše, katerih otroci bodo šli v šolo v prihodnjih letih. Zajeti so bili otroci od letnika 2016 do 2020, ki prebivajo v KS Črna, razen v naseljih Črna in Potok. Rezultati, ki so jih dobili, kažejo na to, da krajani in starši v večini podpirajo obstoj podružnične šole, kar kaže, da so bila skupna prizadevanja k ohranitvi šole prav usmerjena. Mnenja staršev so naslednja. Od 37 otrok starši 25 otrok obstoj šole podpirajo in imajo namen svoje otroke tudi vpisati. Starši 7 otrok so proti vpisu v podružnično šolo in starši 5 otrok se glede mnenja niso odločili ali niso podali povratne informacije na naše vprašanje. Zbrane informacije potrjujejo, da bo v prihodnjih letih vpisa otrok dovolj za normalno delovanje podružnične šole in da večina krajanov obstoj šole podpira. V začetku tega meseca je bil z namenom ohranjanja statusa Poč Gozd strani župana in ravnatelja Ošostranja na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poslan tudi dopis. Hkrati sta župan in ravnatelj ministrstva zaprosila, da se v šolskem letu 2021-2022 na šoli ohranita dosedanja 2 oddelka. Zaradi dodatnih pojasnil in želje po ohranitvi Poč Gozd je župana Mateja Slaparja, ravnatelja Ošostranja Borisa Jemca in predstavnica oddelka za družbene dejavnosti sprejela tudi ministrica dr. Simona Kustec. Pouk bi se v prihodnjem šolskem letu skladno s pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole moral odvijati v kombinaciji 4 programov 1., 2., 3. in 5. razreda. Ta kombinacija je zaradi zahtevnosti programa v 5. razredu neizvedljiva. S hkratnim izvajanjem učnega programa za 5. razred 2. triade v kombinaciji s kurikulumom 1. triade na Poč Gozd ne bi mogli zagotoviti ustrezne kakovosti učnega procesa, zato smo ministrico zaprosili, da se tudi v prihodnjem šolskem letu pouk izvaja ločeno v 2 oddelkih soglasje ministrstva kot specifike. S strani ministrice in ostalih strokovnih služb ministrstva je bilo zagotovljeno, da Poč Gozd v prihodnjem šolskem letu ne bo izgubila svojega statusa, o konkretnih rešitvah pa bo občina obveščena v kratkem. Obstoj Poč Gozd podpirajo krajani, lokalna skupnost in vodstvo matične šole, tako da ukinitev statusa te šole ni nikakršna opcija in tudi nikoli ni bila.
Občina Kamnik se je z namenom ohranitve Požgozd odločila, da bo na jesenski razpis za nepovratna sredstva energetske sanacije javnih stavb prijavila objekt te podružnične šole. V primeru uspešne kandidature se bo energetska sanacija izvajala v letu 2022, v prihodnjih letih pa bo potrebno zagotoviti sredstva tudi za prenovo notranjih prostorov. Verjetno se vsi skupaj zavedamo, da je šola pomembna za ohranjanje lokalne identitete kraja, pri čemer pa starši otrok pomenijo skupino, ki je nosilec povezovanja in bogatenja kraja, tako da ob tem apeliramo predvsem na njih, da poskrbijo, da vpis učencev na Požgozd v prihodnjih letih ne bo zamrl. Hvala. Katja, hvala za izčrpen odgovor. Igor, želite dodatno vprašanje? Prosim, ja. Izvolite. Zdaj, veseli me, da smo istega mnenja, da šole ne bomo zaprli, da se jo bomo trudili ohraniti, ampak vseeno, leta 2018 je bil pripravljen DIP, ki pravi, da bi bilo bolj ekonomično stavbo podreti in zgraditi novo. V odgovoru pa pišete, da se bo šlo v energetsko sanacijo. Mene zanima, a ste naredili kakšne nove študije, ste pridobili nove dokumente, ki upravičujejo obnovo tega dotrajanega objekta, in kot drugo, piše, da je kombinacija od 1. do 5. razreda neizvedljiva. Če se ne motim, na Uranji peči poteka ravno ta kombinacija in ne vem, če je res neizvedljivo, no? Če lahko zavod pod okriljem gospoda Rafka Laha to izvede, zakaj ne bi mogel tudi osnovna šola na Gozdu. Je pa zagotovo to težko, ampak tako kot sem dejal, razmere se bodo izboljšale in stremeti moramo k temu, da to šolo ohranimo. Hvala. Zdaj, Katja, imate odgovor glede... Ja, mogoče sam za eno dopolnitev. No, kar se tiče tega DIP-a, mi smo pregledali dokumentacijo, ki je bila pač v prejšnjih letih pripravljena glede gozda in v bistvu iz spisa izhaja, da je bilo leta 2018 je bila pridobljena lokacijska informacija. Konec leta 2018 oziroma novembra meseca je bilo izvedeno pač javno povabilo za izdelavo DIP-a in potem iz spisa izhaja, da v bistvu da je to osnutek tega DIP-a, tako da niti, ne vem, mi nismo pač znali razbrati, je to končna verzija ali ni končna verzija, tako da smo se pa glede na to, da se pripravlja pač strani države še en razpis za energetske sanacije, pač odločili, da pač stavbe Požgozd ne bomo podirali, ampak jo bomo pač sanirali. Hvala. To, kar se pa samega izvajanja pouka tiče, ne vem, mogoče bi pa ravnatelj kaj povedal, gospod Jenson. Dobro, zdaj besedo bi dal še gospodu Sandiju Uršiču kot pripravljavcu odgovora. Sandi, izvoli. Ne slišite te? Pardon, se opravičujem, mikrofon je treba prižgati. Ja. Hvala za besedo, no, ker iz zapisanega vprašanja ni bilo točno razvidno, kater podžupan je rekel, da bi bilo šolo najbolj zapreti. Danes je pa kolega Igor izrecno potrdil, da sem to jaz. Sem šel pogledat že prej nazaj, ker to sem že parkrat doživel, da iz strani svetnikov Liste Marjana Šarca, da poudarjajo, da sem jaz to izjavil. No, jaz se zelo priporočam za ta posnetek seje, na kateri sem to izjavil. Imam posnetek, na kateri se jasno vidi, da nisem tega izjavil, ampak sem jasno poudaril ravno z tega vidika, ki je danes še bolj, oziroma v tem šolskem letu še bolj do izraza prišel, ne? Da ali šola na Gozdu bo ali ne bo, bojo najprej potrebno povprašati krajanke in krajane, ne? Ker če oni vztrajno vpisujejo svoje otroke in pritiskajo, da jih vpisujejo na matično šolo v Stranje, mi lahko naredimo ta drugo Frana Albrehta, ne, na Gozdu, ampak oni bojo še kar pritiskali, da hočejo spotoma otroke odlagati v Stranje, ne. Tako da tukaj je ta glavna dilema in mislim, da je bilo z odgovora danes dosti jasno povedano, da smo konkretno delali na tem. Lahko pa povem, da sem bil
na tistem sestanku prvem prisoten in od staršev je bilo tudi tako, da je v bistvu bila mamica na sestanku in je jasno povedala, da njen otrok bo šel v stranje in če se mi na glavo postavimo. In ko sem jaz rekel, da pač to ne gre, je rekla, lejte, če pa jaz ne bom dosegla, bo pa naš prišel, kaj pa še malo bolj, da ne rečem kaj, kakor jaz. Tako da tukaj zadeve niso tako enostavne. Tako kot je že Katja obrazložila ta dokument iz leta 2018. Res je, da je bila v proračun dodana postavka 9332 sanacija Požgozd in zagotovljenih 20.000 evrov. Ampak že pogled v NRP za tisto leto pokaže, da to je bilo 20.000 v 2018, potem pa konc zgodbe. Sama realizacija postavke v vrednosti 1597 evrov in sam postopek, se pravi januarja pridobljena lokacijska, decembra oziroma novembra pa pol na hiter izdan povpraševanje pa naročilo za DIP, pove vse o resnosti postopkov v letu 2018. Tako da toliko zaenkrat, zagotovo je pot zdaj ta prava. Potrebno je pogledati, ali je res stavba toliko slaba, se pravi potresen varnost preveriti, podroben energetski pregled in tako naprej in pol bomo vedeli, koliko je stavba slaba. Dejstvo je, da je že predhodnik današnjega ravnatelja, gospod Andrijašič, en projekt imel nastavljen, ampak v tem projektu je en problem za moje pojme. Rušitev šole predvideva, se pravi nova šola naj bi stala tam, kjer stoji obstoječa šola. In če porušimo obstoječo šolo, to pomeni, da vsaj za en let, če ne dve, umaknemo otroke na matično šolo. Mene zelo skrbi, če bomo to naredili, da bomo te otroke še kdaj dobili nazaj v osnovno šolo Gozd v podružništvo. Kljub temu, da bo to nova šola. Tako da delali se kar nekaj na tem in še se bo in jaz mislim, da vemo, kaj delamo. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala, Sandi. Zdaj, naslednje vprašanje bo zastavila gospa Ivanka Učakar v imenu svetniške skupine NSi. Izvolite, Ivanka. Še enkrat hvala za besedo. Vprašanje je pa takole. Dom kulture Kamnik je osrednji kulturni objekt občine Kamnik, zgrajen je bil leta 1953 in v njem se poleg velike dvorane nahaja še kinodom in pa več manjših dvoran namenjenih za vaje in pa dogodke. Kljub različnim vzdrževalnim delom je stavba potrebna postopne celovite obnove, različnih investicij, seveda odvisno od finančnih zmožnosti. V mojem spominu je, da je leta 2013 velika dvorana dobila novo tribuno, leta 2019 pa je bilo prenovljeno hišniško stanovanje, sedaj namenjeno bivanju prostovoljcev, ki delujejo v okviru zavoda Kotlovnica, seveda je bilo pa vmes še marsikaj narejeno. Občina Kamnik oziroma njen oddelek za razvoj in investicije se je v zadnjem obdobju v letih 2020-2021 prijavila na več razpisov za sofinanciranje projektov. Prosim za več podatkov, kaj je s projektom energetska sanacija Dom kulture Kamnik, za katerega smo v proračunu predvideli nekaj več kot 600.000 evrov, seveda s sofinanciranjem iz nepovratnih sredstev tako Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije kot iz kohezijskega sklada oziroma Evropske unije. Vloga je bila oddana v novembru 2020. Potem me zanima, ali smo bili uspešni s projektom Dom kulture Kamnik zamenjava scenske razsvetljave oziroma odrske mehanizacije, s katerim smo se odzvali na javni poziv za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture za leto 2021 Ministrstva za kulturo. Razpis se je zaključil 26.3.2021 in celotna investicija je 260.000 evrov. Pričakovali smo pa 50% delež sofinanciranja upravičenih stroškov. Zanima me pa tudi, ali smo na področju investicij v kulturne objekte kandidirali še na katerem od razpisov, ter na katerih smo bili uspešni in jih bo posledično občina izvedla s pomočjo sofinanciranja oziroma nepovratnih sredstev. Hvala lepa. Hvala. Odgovor je pripravila gospa Lilijana Juhart Masti Kosa skupaj z gospo Uršulo Miheličič Glavan, pa vendar ga bo prebrala gospa Lilijana Juhart Masti Kosa. Izvolite. Hvala lepa, lep pozdrav tudi v mojem imenu.
Občina Kamnik je bila v letu 2021 po prijavi na razpis v letu 2020 uspešna na razpisu Ministrstva za infrastrukturo za energetsko sanacijo javnih objektov. Na razpis sta bila prijavljena 2 objekta, in sicer Policijska postaja Kamnik in Dom kulture Kamnik. Za objekt Dom kulture Kamnik je bil izdelan tudi razširjen energetski pregled. Na osnovi izdelane PZI dokumentacije se bodo na objektu izvedli naslednji ukrepi: izolacija fasade in podzidka, izolacija podstrešja, izveda pohodnega podstrešja, zamenjava stavbnega pohištva, posodobitev ogrevalnega sistema skladno s 16. členom pravilnika o učinkoviti rabi energije, zamenjava razsvetljave, dane bodo energetsko varčna razsvetljava pritličju in prvem nadstropju in izvedba sončne elektrarne na južnem delu strehe. S predvidenimi posegi bo poleg izboljšanja energetske učinkovitosti osrednja kulturna stavba v občini dobila tudi novo fasado, zamenjana pa bodo tudi močno dotrajana okna. Z novo sončno elektrarno bo seveda bistveno zmanjšan strošek za električno energijo, saj bo objekt v večjem delu sezone glede tega samooskrben. Poleg energetske sanacije, odgovor na drugo vprašanje, je bila občina Kamnik uspešna tudi s projektom Dom kulture Kamnik zamenjava scenske razsvetljave odrske mehanizacije, s katero smo se prijavili na javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti. Dne 18.5.2021 smo prejeli pozitivno odločbo Ministrstva za kulturo za sofinanciranje v višini 106,557,38 evrov, kar je 50% sofinanciranje. Najpomembnejši cilji investicije bodo predvsem v izboljšanju varnosti vseh zaposlenih in izvajalcev prireditev v Domu kulture, saj zaradi dotrajanosti vleki ne dosegajo minimalnih standardov. Ti novi vleki bodo izboljšali tudi produkcijsko vrednost prireditve v veliki dvorani, saj bodo omogočali kompleksnejše lučne postavitve in hitrejše menjave odrskih postavitev, kar pa seveda omogoča tudi boljši izkoristek dvorane. Z novejšo tehnologijo bo dvorana tudi komercialno zanimivejša za vse potencialne najemnike. Lahko se pohvalimo še z enim pozitivno sprejetim uspešnim projektom in sicer prav tako smo se prijavili s projektom sanacija zidov obrambnega hodnika med prvim in tretjim vhodom Stari grad, spomenik lokalnega pomena, na javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine. Na javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine je prispelo 82 vlog. Tudi v maju mesecu, točno 14. maja, pa smo prejeli pozitivno odločbo, in sicer po strokovni komisiji je projekt dosegel skupno oceno 21 točk oziroma maksimalno višino sofinancerskega deleža, to je 40.000 evrov. Ta ogroženost zidov obrambnega hodnika je velika. Gre za erozijsko propadanje materialne substance, odpadajo gradniki zidnih struktur, kar ogroža tudi obiskovalce. Na ostaline negativno vplivajo predvsem atmosferski vplivi, ki povzročajo propadanje materialne substance ter razraščanje vegetacije, ki povzroča poškodbe vezivne malte in odpadanje gradnikov zidnih struktur. Področje je ogroženo tudi zaradi specifične prepadne lege, na kateri je prisotna erozija. Predvideni posegi bodo zagotovili stabilnost celemu kompleksu in preprečili nadaljnje uničenje oziroma izgubo ogroženih varovanih lastnosti arheološkega najdišča Stari grad Kamnik. Posegi, ki temeljijo na konzervatorskem pristopu, se celostno ohranja in prezentira ruševine in vzpostavi kulturno stabilno in varno okolje. Predvideni postopki bodo z upoštevanjem avtentičnih vrednot znatno pripomogli k varovanju in ohranitvi osnovne in nesnovne celovitosti spomenika. V lokalnem smislu vemo, da je Stari grad globoko zakoreninjen v zavesti Kamničanov. Z razširitvijo ponudbe, kot je muzejska dejavnost, razgledna ploščad, gastronomija in tako naprej, pa ima arheološko področje z grajskimi ostalinami tudi turistični potencial, ki bi privabljal številne domače in tuje goste. Sam projekt je pomemben tudi na regionalni ravni in ima izkazane povezave z razvojnimi projekti in programi ter izkazuje prispevek k doseganju 3 ciljev strategije kulturne dediščine leta 2020 do 2023. Lahko povem, da v bistvu vsi trije projekti, ki so bili uspešni na razpisu, so nekateri že v postopkih in pač morajo biti zaključeni do konca oktobra meseca 2021.
Hvala. Hvala, Lili. Ivanka, hočete dodatno obrazložitev? Hvala, je bilo zelo izčrpno, tako da hvala lepa. Hvala. Potem zaključujem drugo točko.